Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dober večer in dobrodošli v tokratni uri resnice na spletnem portalu Info360. Moje ime je Aljuš Pertinač, z nami sta naša stalna komentatorja, dr. Peter Gregorčič in Miran Videtič. Oba toplo pozdravljam. Naša nocojšnja tema pa je, ali bo Janez Janša sestavil četrto vlado. Peter, če mogoče midva začneva tokratno debato, če pogledaš zdaj nazaj na ta 22. marec, ko so bile volitve, si ti takrat recimo po objavi volilnih rezultatov pričakoval, da bomo danes tu, kjer smo, se pravi nekako na tem, da vse kaže, da bo Janez Janša sestavil svojo četrto vlado? Takrat sem pričakoval, da gre lahko obe smeri iskreno. Se pravi, zdelo se mi je vse zelo odprto, ne. Tako da, in to sem tudi javno komentiral, skratka, da je bila tesna večina in da bo zelo zahtevno, potem so se mogli pač razkaditi, se je morali, kaj je bila predvolilna retorika, ne, in kaj je v resnici v ozadju podstat, ko se je pa to razkadilo, je bilo pa zelo jasno. Skratka, jaz mislim, da od, kaj je bil 10. april, ne, ko so izvolili Zorana Stevanovića na mesto parlamenta, je postalo jasno, da je vlada dogovorjena, ne. Potem je to še dodatno se potrdilo 10 dni kasneje, 20. aprila, na kolegiju predsednika Državnega zbora, prvem kolegiju, ne, kjer se je videlo, da je bila sprememba v 10 dneh sledeča, da sta se tej koaliciji, ki je že nastala verjetno pred 10. aprilom, ne, pridružila še dva manjšinca. In enaka zgodba se je potrdila včeraj pri glasovanju o zakonu o spremembah zakona o vladi, ne, kjer sta tudi manjšinca glasovala za, skratka, obeta se koalicija z nekje z 50 glasovi, ne, vsaj za spremembe oziroma za politične odločitve, ki ne bodo pretirano ideološke, ne, za tiste bolj ideološke pa z 43 glasovi, kar je s 40 proti, ne, v resnici udobno vladanje. Dovolj, ja. Miran, kako bi ti ocenil recimo to dogajanje od pač volilne nedelje do danes z vidika še aktualne vlade oziroma predsednika vlade Roberta Goloba? Kako ti misliš, da je on recimo prispeval k temu aktivno ali pa pasivno, da smo zdaj v položaju, v kakršnem zgleda, da smo? Ja, po nedeljskem plesu, ne, takrat tisto volilno nedeljo se je zdelo, da ve, kam pluje, ne. Ne, če parafraziram tiste njegove sicer kasneje izrečene besede, ne. Ampak očitno je se pokazalo, da ta njegov čoln je poln nekih lukenj, ne. In prišli smo do situacije, kjer je, ali pa bom rekel, so vsi ostali čakali na prve poteze Goloba, ki je pravzaprav pokazal, iz kakšnega testa je, to, kar pravzaprav ponavljamo že 4 leta, da je precej udobno sestavljati koalicijo, ne, ko imaš praktično sam večino, ne, da nekaj drugega pa je, ko pride do rezultata, kot je prišlo. Jaz sem predvsem ogorčen nad potezami, ki se dogajajo, torej, ki jih vleče Golob na nivoju države, ne toliko na tej, bom rekel, politični sestavljanki. In to je, da si privošči predsednik vlade, pa makar bil v kako se reče v tem nepolnem mandatu, da si privošči, da ne gre na eno neformalno srečanje voditeljev EU-ja, da ne gre recimo na Tri morja, kjer smo pravzaprav tudi soustanovitelji, ne, govorimo o državah, ki zajemajo približno 110 milijonov ljudi, približno 2 bilijona dolarjev GDP-ja. Torej neka regija, ki je ta moment najbolj rastoča, ne. To pa so stvari potem, kjer se pol vprašam, tudi če bi bil naklonjen, bom rekel, nadaljevanju Golobove vlade, se pol vprašam, če bi bilo to primerno. Ja. Čemu ti mogoče, Peter, če kar to nadaljujemo, no, pripisuješ to pač obnašanje Roberta Goloba? Je to zdaj povezano pač s tem, kako on dojema zdaj to svojo vlogo, pač premierja, ki opravlja tekoče posle, je tu nek šok, razočaranje, pričakovana pač izguba oblasti, vemo tudi, je že napovedal, da se seli v opozicijo, ne, da se veseli tega. Kako ti ocenjuješ, recimo, zakaj prihaja do tega, da imamo pa en stran občutek, da Janša sestavlja vlado, medtem ko pač Robert Golob nekako čedalje bolj izginja celo iz medijskega prostora?
Robert Golob, ne, v bistvu v resnici on tudi kot predsednik vlade, ne, z tisto veliko večino ni deloval bistveno drugače. Ne. Skratka, na prvem mestu je njegovo udobje, ne, njegova estradništva, potem je pa vse ostalo in jaz mislim, da tukaj nima nobene veze, da njega ni bilo zdaj na Cipru ali pa na Hrvaškem, ne. Nima veze s tem, da on ni uspel sestaviti vlade. Ne. Ampak ima vezo s tem, da je bila kampanja naporna, si bi mislil, ne. Tina mu je težila in je mogel pač iti na morje in tudi zdaj tak čas. Ne. Zdaj so prvomajski prazniki, pa poslušaj, pa ne more Robert Golob v prvomajskih praznikih delati z državo. Takrat se gre pač na dopust, ne. Lepo na sončka, na morje, brigate država. Skratka, jaz mislim, da to je ta pišmeuhovski odnos, ki ga on fural, vse smo ga videli, vsa 4 leta. Skratka, jaz ne vidim tukaj nobenega odklona od tistega, kar smo 4 leta gledali v njegovem mandatu. Že, Peter, a veš, prizadevaš si, vsaj na koncu narediš nekaj, ne? Prizadevaš si, da bi dobil nov mandat, da bi se ljudem res pokazal in spustiš po moji oceni torej 2 srečanja, ki sta verjetno v njegovem mandatu bila najpomembnejša. Ne? To iz tega aspekta, se pa strinjam, ni direktno povezave z tem sestavljanjem, ampak vendarle, da bi vsaj pokazal, konec koncev, lahko se po nesreči, kaj ne bom rekel desnemu političnemu polu, pa greš v tretji krog, pa če uspejo pozivi, da ne vem, demokrati ne grejo na glasovanje, pa imaš situacijo, ne vem, 40-37 ali 40-38 in si lahko spet premier. Skratka, to je ta del, ampak ta del, kjer pa kažeš absolutno nedržavotvornost, absolutno, koliko si rekel, ne, piš me uho, odnosa do države, to se mi zdi pa, ne vem, očitno sem jaz drugačnega testa narejen. Jaz mislim, da je treba oddelati obveznosti do države, ker, a veš, tukaj se ne gre, ta Cipr ni bil zaradi Janeza Janše, ne, ta Cipr ni bil za Janeza Janšo, ta 3 morja v Dubrovniku niso za Janeza Janšo, gre se za državo, ne, in tle pa jaz imam kar velik pripomb, pa bom rekel zamer do Goloba, da tudi tle ni zmogel, recimo, se udeležiti teh srečanj. Če sam smem, jaz ga ne opravičujem, sem sam pač pojasnil, kaj mislim, da se je zgodilo. Ne. In če smem še celo nadgraditi svojo misel, je taka, ne, prepričan sem, da tudi če bi Robertu Golobu, ne, se pravi, se je šlo boljše na volitvah in bi on sestavil vlado, on isto ne bi šel na Cipr, on bi šel isto na morje. Skratka, jaz ne komentiram, je zdaj to v redu ali ni v redu, to absolutno ni v redu. Ampak jaz sem pač pravim, da to je Robert Golob, ne, da to pač, ok, lahko je bil to najpomembnejši vrh, ki ga on imel, ampak tudi če si mu zgodil sredi mandata na prvomajski, na dan OF, ne, ko je praznik v Sloveniji in ko je lih most med prvomajskimi prazniki, bi on pač šel na Cipr, Bog pomagi, tazga predsednika vlade smo imeli in to se samo kaže. Jaz mislim, da tukaj pač ni nikakršen razlog tem, da ni uspel sestaviti vlade. Celo mislim, da si on neki točki oddahnil, da ni uspel sestaviti vlade, ne? Da si lahko končno pač oddahnil in še nekaj, ne? On, dokler je še VD predsednika vlade, ne, ima še vedno sovarnost, ne, ima lučke, skratka super, ne, jaz mislim, da celo prej bi rekel takole, je rekla Tina, dajmo še zadnji vikend, ki lahko z lučkami izkoristimo in gremo lepo na morje, ne, z spremstvom policijskim. Ja. Sej, če smo še malo kanček bolj pikri ali pa če hočete cinični, ne, tak, kakršen je še zmerom prepričal relativno večino vseh volivcev, ki so glasovali. Tako, njegov rezultat je bil v resnici tak, kakršen je, ne, impresiven, to je pa treba reči. Ne. Ja, jaz priznam, osebno ga nisem pričakoval, posebej ne sem pocenil tudi volilno udeležbo, no, ampak če zanemarimo ta vidik volilne udeležbe, če pogledaš absolutno številko, koliko ljudi, ne, to Ja, sam če smem tukaj dodati, ne, če bi pa vedel volilno udeležbo, ne, vsaj večina komentatorska, ne, slovenska, leva in desna je govorila vedno, ne, visoka volilna udeležba je v prid levemu polu, ne, kar ne drži, jaz nisem šel pregledati, tukaj sem pa natančno analiziral, ne, in v resnici, če gledaš razlike v odmiku volilne udeležbe, ne, desni volilni okraji absolutno več glede na povprečje kot v prejšnjih volitvah. Skratka, tukaj resnično se je kazalo, ne, volilna udeležba samo pove, kateri volivci so bolj motivirani, da grejo na volitve in da nekaj spremenijo. Ne. In tukaj so bili pač desni volivci bolj motivirani, kar je razumljivo. Ne, se strinjam tudi iz mojih izkušenj. To, kar je Peter zdaj povedal, mislim, da je bistvo, padel je en velik mit, ne. Padel je velik mit o tem, kar je Peter že razlagal, ne, visoka udeležba, prepričljiva zmaga, bom rekel, levice to več ne drži. Kar se pa tiče njegovega rezultata, res je impresiven. Jaz moram priznati, da sem pričakoval pol manj. Ampak potem, ko pogledaš, ne, kako so oni oddelali to zgodbo in kako so šli
pravzaprav zelo natančno in ciljno v dve skupini, to sem že povedal v eni oddaji, ne, po tem Vučićevem receptu, ne, se pravi na seniorje, ki si jih lahko osvajajo strobili, ne, in pa na javno upravo, ki si je zalivu z denarjem, ampak zdaj prihajajo računi za to. Ne. Tako da, ja, se strinjam, ampak jaz moram biti kar odkrit, jaz si ga ne želim več za premijerja. In pravzaprav me tudi čudi, no, da ta omrežja, ki te leve premijeje ali pa politike nastavljajo, še niso prišle do točke, kjer bi recimo, ko so videli, da je on obupu, poskušali z novim človekom. Ja, ampak kako si videl potem razlagati, ena dilema se mi poraja, ne? Zdaj, če nekako vidim, da se strinjamo, da je bil kar en napor vložen v to, ne? Da je bil rezultat Gibanja Svoboda pač tak, kakršen je bil na volitvah, v končni fazi relativna zmaga, ne? Veliko število poslancev, jasno, bistveno nižje kot pred 4 leti, ampak tiste je bila anomalija, ne samo 4 let, ampak bi rekel skoraj od osamosvojitve naprej, ne? Zakaj, ali je potem bil občutek, da smo zdaj že svoje naredili, ali je res bil Golob utrujen in je rabo dopust, ali ni bilo toliko, bi rekel, napora vloženega, da bi se potem karte ali pa kocke, če hočete, tudi po volitvah zložile v smer, da bi on še naprej bil predsednik vlade, malo bolj resno zgledalo, kot je pač zgledalo navzven to, kar smo mi lahko spremljali, kako se je tega loto. Loto se je tega pač, kot sta rekla tudi, kot da ne bi si želel, kot nek popoln amater, kot da ne bi zdaj 4 leta bil predsednik vlade, kot da sploh ne bi vedel, zakaj v politiki gre. Ne? Zdaj najprej, kje se zgodila sprememba, ne? Zdaj jaz se nič ne predujem niti kdo je to afero sprožil, ne? Afera Black Cube po mojem je bila game changer. Ne? Zdaj, pač medijsko je bila game changer, jaz sem tisti teden javno napovedal, da bo Janez Janša izgubil volitve, ker sem to šel gledat, ne? Sem se malo odmaknil, sem pogledal analizo, sem videl, kam se obrača javno mnenje, jaz nič ne trdim, kdo je to sprožil, zagotovo je kdo sprožil to afero v predvolilnem času z nekim namenom. Govoriš, komu je koristila, komu ni koristila. Ampak koristila je absolutno Robertu Golobu. Se pravi, jaz sem prepričan, če te afere ne bi bilo, ne? Če teh posnetkov ne bi bilo, bi Janez Janša imel resnično, zagotovo imel relativno zmago. Sicer dvomim, da bi skupaj z Novo Slovenijo prišel do 46 glasov, bi bil pa zelo blizu. Ne? Takrat, zdaj, jaz mislim, da je on to takrat nespletno odpeljal, ne? Ker je najprej rekel eno, pol na planetu drugo. Zdaj, ne trdim nič o tem, kdo je v ozadju, še enkrat, da ne bo narobe razumljeno. Ampak kot nek opazovalec političnega dogajanja je to speljal nespretno. Ne? Jaz sem govoril z različnimi ljudmi, ki imajo nek vpliv in se mi to isto zdelo, govoril sem z različnimi tujimi diplomati, ki se mi je isto zdelo tako. Ne? Pač taka je bila slika in ta zadeva je odpeljala, ne? Ker rezultat Roberta Goloba je impresiven še zaradi ene druge stvari. Ne? Pa ste na volilno nedeljo je po celi državi zmanjkalo dizla. Ne? Če bi se to zgodilo desni vladi, ne, bi to blazno slabši rezultat. Skratka, v resnici Robertu Golobu uspelo zmagati kljub katastrofalnemu mandatu, ki smo ga vsi videli. Ne. Katastrofalnemu mandatu, ki na koncu rezultiral v veliki draginji, ki so mu jo vsi občutili. Ne. Tudi levi pol je občutil. Ne. V izbruhu celega kupa korupcijskih afer, ne. Tudi okrog Jankovića, ne, ki jaz sem govoril z mnogimi iz levega pola, ni blizu niti levemu polu, ne, in so imeli s tem velike težave. Ne, in kljub temu, da na koncu zmanjka goriva, ne, je uspel relativno zmagati. To je mene pač presenetilo, ampak ne več v zadnjem tednu. Ne, ker v zadnjem tednu, ko sem videl, kam stvari grejo, ne, kako se je to odpeljalo, je to postalo pač jasno. Ne. Ampak če zdaj ponovim vprašanje, zakaj se to pol ni prelilo po vajenem mnenju, pa še na povolilno dogajanje, da tako rečem? Misliš, ta zmaga Golobova? Pa ta napor, ne? To, kar pač v čemer se pogovarjamo. Mislim, tako, kot sta v bistvu začela, ne? Mislim, da si rekel, ne? Saj vprašanja si je sploh želel to nadaljevati, ne? Ker tako, kot se je obnašal, se je res ni želel. Spomnite se tiste prve ponudbe, recimo resnice, pravzaprav demokratom, ne? Za vstop v vlado. Ne? Mislim, tisti je neresno. Da ti stranko, ki ti napoveduje, ne? V predvolilni tekmi, da bo njihov osnovni program boj proti korupciji, ne? Rečeš na pogajanjih, tako sem se jaz iz teh javnih izjav razumel, da mi imamo nekih težav s korupcijo, da je treba samo malo jačati KPK in je to urejena zgodba, hkrati pa jim nakažeš, ne, da si partner samo kot privesek, ne, to, kar je SD, ne, govorimo o demokratih, da jih želi kot privesek in da bo z levico, torej Svoboda imela večino tudi v vladi. To je zelo neresno bilo. Ne. Tako da enostavno ne vem, ali jaz mislim, da ne zna. No? Jaz mislim, da ne zna, oziroma da je tako sam vase zaljubljen, da je enostavno mislil, da tisti trojček iz leta 22 in bojo
ne vem, očitno je pričakoval, da bo Logar prlaufal k njemu, z željo po vladi, da bo dodal samo to še zraven, te demokrate v celoti in pa potem s kakšnim iz resnice mimogrede, za resnico mi resni krogi iz levice, iz levega pola govorijo, da so bili oni sami po sebi prepričani, da je on njihov naravni partner, da niso niti gradili na zgodbi Stevanoviću ponujati karkoli. Skratka, pokazalo se je, da so zelo šarlatansko vzeli to zgodbo sestavljanja nove vlade. Zdaj pa, se pravim, ali je to posledica tega, da si nekje pravzaprav ni želel, ali je pa to posledica, kar sicer dvomim, ali je pa to posledica, da je ta narcisoidnost tako močna pri njemu, da enostavno je pričakoval, da bojo vsi prlaufali k njemu. Tako da, zdaj, ta rezultat, ki ga je dosegel, seveda je velik, ne? Ampak zdaj je videl, da v politiki pravzaprav ne gre za upravni odbor oziroma za svet direktorjev kakšne firme. Če smem jaz dodati, v resnici mu rezultat volilni ni omogočil drugega. Zdaj je zelo jasno, da pač obstajajo trenutno 3 stranke, ki so pod patronatom Janeza Janše, in tukaj je Janez Janša delal svoje. Bodimo iskreni, tudi Robert Golob je delal svoje, bom potem na nadaljevanju povedal, ampak razmerje je bilo 43-40. In ta situacija je v resnici se na koncu skristalizira in nepremakljiva. Tega ne moraš, tudi resnici, če bi želel kaj obljubiti, on bi prišel z resnico do 45, ob predpostavki, da recimo, da sta manjšinca neutralna, potem si tukaj v šahmat poziciji in s tem se moraš prej sprijazniti in odideti. Bi pa rekel še eno drugo stvar, zdaj razmišljam, zakaj je Robertu Golobu uspel impresiven rezultat. Ker to, kar je on naredil, ni impresiven rezultat samo v tem dogajanju. Tudi je v bistvu impresiven rezultat stališča novih obrazov. Dajmo se spomniti, Miro Cerar, 34, 10 poslanska skupina, Marjan Šarec že v prvem poskusu samo 13 in potem ne. In zato, če smem sam tle nadaljevati. Se pravi, Gibanje Svoboda, ali zdaj ne bom rekel tukaj Robert Golob, ker mislim, da Robert Golob je samo ena od figur na šahovnici. Ampak nekdo je v mastermindu tega Gibanja Svoboda, in jaz mislim, to je del, mogoče Miran tle boljše ve, bivše LDS, je naredila prvo eno zadevo, se pravi, konsolidirala levi politični pol takoj po volitvah. To se po mojem prej še ni tako zgodilo. Je združila 2 stranki, se pravi LMŠ in SAP, so dali skupaj, s tem so avtomatsko preprečili, kar se redko zgodi na levem polu, da se je začelo drobljenje levega političnega pola. Edini, ki jim ni uspel pri konsolidaciji, je Vladimir Prebilič. Če bi jim uspel Vladimir Prebilič, bi zdaj gledali drugo vlado Roberta Goloba. Pač, če greš pogledati odstotke, je pač to tako. To je neusmiljeno, to so zgole številke, tukaj ni nobene ideologije. In zaradi tega, če sam smem nadaljevati, jaz mislim, da se bo ta konsolidacija, jaz ne verjamem, da bo Gibanje Svoboda razpadlo. Zato, ker je novosti v tem, oni imajo poslansko skupino z 28 poslanci. To pomeni ob tem, da so dvigali plače poslancem, kar pomeni avtomatsko so ti ljudje na boljšem, kot bi bili sicer. Dvigali so še nekaj drugega, dvigali so bistveno financiranje parlamentarnih strank, kar pomeni veliko denarja. Aljuš, bil si politik in točno veš, število poslancev pomeni tudi število mest za strokovce, kar pomeni število služb. Skratka, ta aparat je pri denarju, poleg tega, tik pred volitvami, se je divje zaplasovalo po stranskarskih linijah, to so vsi ljudje, ki bodo tam ustrajali in suportirali to mrežo, ti lahko zamenjaš, ministra takoj zamenjaš, direktorji direktoratov tudi. Potem imaš pa tele tretjo vrsto uradnikov, ki pa v resnici se veš, minister je bombardiran z njimi, potikajo ti razne stvari, s katerimi te potem izseljujejo, pripravljajo ti zakonodajo in ti lažejo obraz. In vsi ti ljudje so na plači in vsi ti ljudje bodo to podpirali. In ne nazadnje, se je tudi tukaj odprlo vprašanje glede SDS-a, da marsikateremu poslancu ne paše iti v vlado, ker izkušeni parlamentarci vsi vedo, biti v opoziciji, ampak ne v opoziciji, kot je bil se pravi SMC z 10 ali pa LMŠ s 13 poslanci. To je katastrofa, ker tukaj si premejhna grupa, ranljiva na vse. Ampak s tako mišljenijo biti v opoziciji, si lahko glasen, si največja opozicijska stranka z 28 poslanci, imaš odprte vse medije, sploh če si lev, jih imaš še bolj odprte. In skratka, lahko govoriš, kar hočeš, napadaš, krepiš svoje pozicije, pumpaš svoje volilno telo in ne nosiš nobene odgovornosti. Vsaka stvar, ki se zgodi v državi narobe,
narobe, ne, jo pripišeš vladi, ker objektivno vsaka vlada, leva ali desna, je odgovorna za to, kam država gre. Ena razlika je, ena noviteta je bila, prej si omenil primer, si vzel Cerarja pa pol Šarca. Noviteta je bila ta, da so se omrežja že dosti zgodaj odločila, da bo Golob, hočeš nočeš, s tisnimi zubmi ostal njihov kandidat. Ne. Tako da enostavno ni prišlo Niso podprli novega obraza. Ja, tako. Ne, spomnite se, kako je Prebilič pravzaprav en mesec zgubil s tem, da je čakal, ne, to licenco, kakor temu radi rečemo. Tako da to je neka novost in jaz mislim, da tudi če bi, torej, če bi prišlo do novega obraza, to, kar je bila stalnica na levem polu, mislim, da bi bil tudi Golobov rezultat razpolovljen. Ne? To je moja ocena. In verjetno bi bilo to potem celo res dosti za novo levo vlado, ne? Če računamo nekako tako. Ja, ker ne smemo pozabiti, da recimo Vladimir Prebilič, ne, njegov prerod in SD, oni so praktično imeli še sestavljeno skupno kandidacijsko listo. Ne. Oni so bili tik na tem, da grejo skupaj na volitve in potem bi lahko špekulirali, ne, glede procentov, ki so jih dobili, če ne bi bili v podobnem položaju, kot je NSI trojček, ne, recimo zdaj v parlamentu. Pol na koncu je to prišlo v javnost, se to ni zgodilo, ne, se je Prebilič očitno ustrašil. Ampak tistih 3% tam, ne, so bi rekel, se kar, ko si ti že rekel, Peter, kar veliko vlogo tu igrajo, ne. Če bi bili recimo skupaj z SD v skupni listi, ne, ali pa če bi bili na mestu 3-4, ne, bi se danes verjetno čisto drugače pogovarjali, kot se zdaj pogovarjamo. Če smem nekaj dodati na to, ne, jaz mislim, da ta omrežja gleda vseeno malo strateško. Ne. Za njih je ta rezultat v resnici paradoksalno se mogoče zdelo, ker mu zdaj rekel, izjemen, ne? To je izjemen rezultat. Ne? Zdaj najprej zakaj? Kaj bi oni izgubili, če bi dali na obraz? In z tega tudi verjetno niso. Ne? Potem se ti zgodi frakcijski boj. Ne? Robert Golob ne bi odstopil, bi pelil svoje Gibanje Svoboda naprej in potem bi dobil ti dve šibki stranki, ki bi sicer sestavili koalicijo, s katero bi bile velike težave, ta bi potem razpadla in na koncu bi ostalo 10. Kaj so zdaj naredili? Ne? Zdaj so oni konsolidirali, se pravi, zdaj imamo v bistvu leven politični prostor, je izčiščen, kot če nikoli ni bil. Imeli smo prej Desus, SAP, LMŠ, koliko smo imeli enih takih majhnih strank. Ne? Zdaj imaš ti glavno stranko, ki verjetno ima ambicijo zasesti prostor LDS-a. Ne? Jaz sem poslušal Boštjančiča na par festivalih Gibanja Svoboda, takrat, ko imajo oni ta svoj praznik, in da že je. Ne? In sem to zaznal. Ne? Se pravi, to noto jim nekdo pumpa v ozadju, vi morate biti nova LDS. Ne? Ja. In potem imaš SD, ki ga ne more združiti, ker je zgodovinska stranka še iz Jugoslavije. Ne? In imaš pač to levico, za katero se ne bi dvakrat rekel, da bo čez ta mandat se zgodila konsolidacija in boš imel na desni strani, se pravi na levi strani, sporočujem tisto, kar si želijo, ne? Močno liberalno stranko, saj proglasili se bodo za to, in pa socialdemokratsko stranko, da pobereš tisti del, ki ima nostalgijo recimo na prejšnje čase. Ne? Da imaš vsaj enega koalicijskega in zadeva je zdaj vrhunska. Se pravi, finančno so se zagotovili vire, sem prej pojasnil, dvigali financiranje poslancem, dvigali financiranje strankam in namestili svojo vojsko uradnike, ne, tam, ne. Zdaj, čakati morajo samo, da Janez Janša začne z ideologijo. Ne. In jaz trdim, da se bo lahko zgodi, ne, se pravi, Bajukov scenarij, ne, ki ne bo trajal pol leta. Jaz pravim, ta vlada bo zdržala praktično do konca. Zdaj, ne upam si reči, da bo predčasne volitve, ampak če bodo v zadnjega pol leta, tako kot pri Cerarju, ne, ki so bile predčasne, ampak so bile v resnici redne, ne. In po tej vladi, ne, bo čas, da ta konsolidirana levi pol, ne, dobi ustavno večino, ne, kar se je zgodilo na zadnje pri Cerarju, ne, ampak takrat niso bili tako motivirani, da kaj spremenijo, so se pa takrat zagotovo naučili, ne, da ko imaš ustavno večino, greš ustavo popravljati prvi dan, tako kot trojček zdaj tale, kot se imenuje sredinski trojček z interventnim zakonom, ne. In to je tisto, kar mene skrbi v Sloveniji. Ne? Skratka, ta konsolidacija, če bi oni imeli še enega kandidata, trdim, oni bi se fragmentirali, ne? In bi naredili korak nazaj. Zdaj bodo pa po mojem mnenju naredili korak naprej. Sej dobro razmišljaš, ena težava je. Ljudje, jaz sem bil član LDS-a, pa približno 1003 poznam. Ljudje so bili pripravljeni Drnovška čakati. Volilci govorim. Jaz dvomim, da so volilci pripravljeni Goloba čakati. Ne? Razvajena, mislim, levi politični pol je postal razvajen v smislu, ne, ko je nekdo, bom rekel, ne, od špilu svoje se ga je zamenjal. Ne. To so bile zdaj dolga leta tega. Ni to več stabilnost Drnovška. Ne. Drnovšek je bil ime, ki ga je bilo, mislim, jaz se spomnim takrat tistega utripa ljudi, ali už se bo tudi spomnil. Ljudje so bili, omenil si takrat tisto Bajukovo vlado. Ljudje so hrepeneli po tisti Bajukovi vladi, po
spet po Drnovšku. Tle imam jaz pomislek. Ne govorim, da tega Golob ne more. Kaže, da ne. To je moja ocena. Lahko me preseneti. Ampak načeloma bo po vsem tem, kar si povedal, zelo natančno v tej konsolidaciji levega političnega pola in s tem se strinjam, bo treba verjetno poiskati novo ime. Tega, jaz nisem govoril o imenu. Ne, sej, nisi. Jaz samo nadgrajujem to zgodbo, da bo verjetno treba poiskati novo ime, ker ta razvajenost na levem političnem polu je taka, da enostavno ta moment, jaz mislim, da je Golob politično truplo. No, se to sem vam hotel vprašati. Ne? A vi pričakujete, da on, ki je zdaj že razglasil, ne, da bo vodja opozicije, a bo tudi na koncu mandata vodja še opozicije, ali bo še zmerom vodja opozicije, ampak na volitve se bo šlo pa z nekim novim imenom. Ne? Tako kot je Miran rekel, ne? Volivci so bili pripravljeni Drnovška čakati, a mislite, da bojo te centri moči tranzicijske levice dali Golobu še eno priložnost, ali mu bojo mogoče zamerili, da se je obnašal tako, kot se je obnašal, in če temu pripisujejo, da je rezultat tak, kakršen je, da zdaj kaže, da nikakor ne more več vlade sestaviti. Vprašanje je zelo težko. Ne? Prvič, tle se strinjam z Miranom, on nekih sposobnosti ni pokazal, spet druge je. Ne? Robert Golob je sicer manipulant in lažnivec, tako ga sam vidim, ne? Lahko da to ni, ampak jaz ga pač tako dojemam. Ne? Je pa si izkazal, da je v tej manipulaciji izjemno spreten. Ne? Ko pride on v medije, on zna stvari speljati. To je prva stvar. Druga stvar, zagotovo se išče, vedno se išče drugega človeka. Jaz sem prepričan, da se je tudi pred Drnovškom vedno iskalo drugega človeka, ker noben nekdo, ki je center iz ozadja in imaš vlado za to, da polni tvojo malho, ne moreš računati na enega, če ne lahko pač umre, pa ga avto zbije, kakorkoli. Ne? Ampak tlele se vedno odpreta dve vprašanje. Ne? Prva je vprašanje legitimnosti. Ne? Skratka, Robert Golob je trenutno oseba, ki je stranko popeljal do 29 mandatov. Ne? In tega, ko prišel nov človek, ne bo imel. In bo moral imeti nekaj več. Potem pa drugo vprašanje, ali obstaja taka oseba, ne, ki bi zasedla to mesto. Ne. In sam recimo Boštjančiča tukaj ne vidim. Jaz mislim, da Boštjančič bi izgubil na priljubnosti, meni se zdi on blazno aroganten v medijih. Ne. Jaz mislim, da ima Golob vseeno več priljubnosti od Boštjančiča. To je moja ocena. Zdaj, pustimo zdaj, komu všeč ali ni. Ampak če gledamo tako od daleč... Nima te aure, ne? Mislim, aura človeka ti je lahko všeč, ali pa ti ni všeč, eni pa nimajo. Ne? Deluje bolj vzvišeno od Goloba. Skratka, in jaz mislim, da recimo, če bi to naredili, bi bil Boštjančič, se tudi nekako z podobne pozicije bi štartil, podobno kot Tone Rop, ne? Ki je nadomestil Drnovška. Ne bi znal tega držati skozi. Ne? Ta mal nevrotičnost, ali karkoli že ima Golob, ne, ni nujno slaba v smislu politične konsolidacije. A zna ta boj za nasledstvo, tako rečemo v narekovajih, tudi v LDS je bil to problem. Ne? Tam so bili trije, pač bi rekel, naravni kandidati v narekovajih. Ne? Bavčar, Golobič in Rop. Ne? In so bile ideje, pač en stranko prevzame drug vlado in pol vemo, kako je šlo. Ne? Tle tudi zdaj, eden je pač, kot si rekel, ne, aktualni finančni minister Boštjančič, potem pač tudi aktualna ministrica Alenka Bratušek, ne, se kar naprej omenja v medijih, da bi ona lahko prevzela. Ne. A je lahko ta boj za nasledstvo tudi tu nek, bi rekel, slabšalen faktor, ki bi pol privedel do tega, da neko tretje ime, nek del Ex Machina se spet od zunaj pojavi. Ko v končni fazi tudi ta nov obraz se lahko prevzame Gibanje Svoboda. Se to vidimo, da na levici to ni problem. Ne. Tukaj smo videli že take scenarije, vse razne možne. Ne. Škaj, veliko čerije. Ne? Ta zgodba Petrova je sicer v logično smer, ampak tle so čeri. Ne? Prva težava je ta vstop novih, torej mlade generacije, ki očitno vidimo zdaj je volila desno. Ne? Drugi problem je, koliko so pripravljeni čakati, ne? To, kar si omenil. Verjetno znotraj Svobode so tudi neki frakcijski boji. Jaz sem prepričan, da tudi oni niso tako homogeni, kot se želi prikazati. Skratka, en cel kup je enih stvari, kjer meni vendarle sem bolj, bom rekel, se nagibam v to smer, da če Janša ne bo štartov za trdo ideologijo, ne, ampak če se bo začel ukvarjati s temi zadevami, ki so očitno zavožene pod to vlado, oziroma jih vsaj popravljati in pokazal neke rezultate. Če se recimo tudi afera Black Cuba pokaže v drugi luči, kot nas želi prepričati to mladina, ne, recimo, ne, potem sem jaz zelo skeptičen do tega, da ta Svoboda ne bi razpadla. Ne. Ker vendarle v Svobodi so neki obrazi, Aljuš se jih bo spomnil iz Levstikove še, ne, ko je SD zmagal, ne, naenkrat se je pojavil, veliko teh obrazov, ki danes jih gledamo, se je pojavil takrat na tisti nedeljski zabavi in podobno. Skratka,
Levi karierni politik, to je tako, kot Bojan pravi, ne? Na levem političnem polu to je enako karierna priložnost. Ne? In zdaj so vprašanje, koliko so pripravljeni čakati. Ne? Tle jaz vidim težavo v tej tezi, ki jo je, bom rekel, Peter razvil. Ne? Jaz mislim, da če bi ta vlada, sam si rekel, da verjetno ne bo vlada za pol leta, ne? Jaz se s tem strinjam, ne? Da verjetno ulica jih ne more zrušiti. Če bo ta vlada zdržala leto in pol, 2 leti, ne, jaz dvomim, da lahko Svoboda zdrži toliko časa, če se bo vztrajalo, če se bo vztrajalo pri Golobu. Določeni krogi iz levega pola mi zdaj lahko, da so samo togotni, ampak trdijo mi, da je ta zgodba za Levico zdaj končana do leta 2032, ko bojo na nek način, se pravi, mandat in pol, ne, ko bojo prišli neki novi obrazi levega političnega pola. Ne vem, zdaj to leto 32 mi je malo tako potegnjeno iz rokava, ampak eno stvar bi rekel, ne, se vse strinjam s tabo, ampak dela vse prav, tako kot je delal Janez Janša leta 22, ne. Kaj je bila njegova prva izjava, ne, ki je bila mogoče, je bila tudi iz užaljenosti in je spadla iz užaljenosti. On je rekel, ta vlada prevarantov ne bo trajala več kot pol leta. Zakaj more lider opozicije to reči? Zato, ker je zdaj največji šok za vse, ki so upali, da bodo šli v vlado, vse veš, kako je to. Ne? Takrat so službe, vsi si že obetajo, že vidijo diplomatski potni list, vidijo ministersko položaja, ne? In to ti razpade. Ne? In ti zdaj moraš te ljudi najprej reči, da ta vlada, ne, da bo šibka od Janeza Janše, ne? Jaz absolutno mislim, da ne bo, to bo ena trdnejših vlad, ne, v Republiki Sloveniji, da bo razpadla čez pol leta, zato ker te ljudi moraš to prevaro peljati čez pol leta. Čez pol leta si samo še 3 leta in pol stran od volitev, pa oni so se že malo sprijazani, ne? Potem moraš najti eno stvar, ki jo bo vlada naredila ideološko narobe in naslednjega pol leta si kupiš s tem. Skratka, v politiki, ko si ti v opoziciji, ne, lideri grejo od etape do etape, ne? Ti moraš ljudi prepričati, veš, tako kot kolesarstvo, sam še ta klanc, pa jih ima še 6, ne? Ampak to tako je. In tukaj, ne, z tega stališča Robert Golob to dela tako, kot recimo Cerar ni delal, ne? Skratka, zdaj, ali ga nekdo brifira, ali ima on to v sebi, jaz tega ne vem, ampak to opazujem in to retoriko, lahko se nad njo seveda komentatorsko zgražamo, pa celo prijetno je recimo občinstvo desnega političnega pola, če to počnemo. Ne? Če pa gledaš malo z distance, pa vidiš, da to ima svoj smisel in ta smisel je držati točno tole z velikim trudom konsolidirano liberalno levo večino, ne? Nekako skupaj v upanju in to moraš početi, to Janez Janša recimo tudi vrhunsko zna. Ne? Ko je on takrat izgubil vlado, ko je bilo jasno, ne, je sklical vse, ki so bili v strateških svetih na Račji otok in vsakmu, ki ga je bil pripravljen poslušati, razlagal, da Robert Golob je nesposoben in da bo vlada najkasneje v pol do 1 leta razpadla. In to je mogel početi zato, ne, ker je tam imel toliko ljudi, ki so takrat iz oblasti si želeli nov mandat in so morali biti v pozoru. In to delajo izkušeni politiki. Zdaj smo zastavili časovnico. Lahko nadaljujemo s tem, ampak jaz mislim, da tlele pač ne bomo skupaj prišli, kar se tiče. Vse se pogovarjamo. Bomo videli, da imamo nastavke čisto dobre za naprej. Bomo videli, kam bo to pripeljali. Vlada Janeza Janše. Ne? Zdaj, Peter prav, matematično vse imaš zračunan, to bo stabilno, večina je in tako naprej. Ne? Ampak vseeno, zdaj, če gledamo formalno, pustimo zdaj, kako bo v praksi, bomo videli, do zdaj, kar so morali zglasovati, so zglasovali in to relativno prepričljivo, se mi zdi. No? Zelo malo prostora so pustili za neke dvome. Ne? Sicer je bilo neki te folklore okoli označevanja glasovnic, ampak to se mi zdi pač brez veze. Volja tistih, ki so glasovali, bila jasno izražena. Ne? Zdaj od tu naprej. Ne? Imeli smo že primer tudi manjšinske vlade z podporo stranke iz opozicije s posebnim sporazumom in tako naprej. Ne? Zdaj Miran, stranka Resnica, njen lider zaenkrat vztraja, da oni niti v ta model sodelovanja z vlado ne bojo šli. Se pravi, da niti posebnega sporazuma ne bojo imeli. Ne? Kaj ti praviš na to? Je to pač vseeno zadosti trden temelj, da bo Janez Janša ugriznil to kislo jabolko, ne? Ker vendarle ne smemo pozabiti tudi, kar je on govoril, pač pred volitvami in še po volitvah, če ne bo trdne podpore, če ne bo trdne večine, se tega ne bom šel. Ne? Zdaj sicer pravi, to se zdaj gremo, ampak vseeno, ne? Proces je še zmerom, kot ti rad rečeš, velike šečeri tudi na tej strani. Ne? Se pravi, bo prišlo po tvoje do rezultata, oziroma je tak rezultat, je taka podpora, se pravi opozicijska stranka, ki z ničemer ni vezana, čeprav vemo, da papir vse prenese na to, da te pač
drži na oblasti, se da na ta način zdržati cel mandat ali pa do pol leta pred naslednjimi rednimi volitvami, tako kot smo rekli. Mislim, zdaj imamo zelo podobno situacijo, kot je bila takrat s Šarcem. Imamo, dobro, izkušnji ima Janez Janša več, to je treba mu priznati. Ampak ravno tako je odvisen, glasov ima več, tako, ravno tako je odvisen od neke stranke, ki se je razglašala za antisistemsko stranko. Zame so antisistemske stranke vedno zelo nezanesljive stranke, ne? Ker igrajo po nekem vajbu iz javnosti. Ne? To je recimo težava, ki jo jaz vidim v tej konstelaciji sil. Sicer Janez Janša je lepo predvčerajšnjem rekel, ne, na Planetu, da on ni Marjan Šarec. Jaz mu sicer verjamem, ampak to neka trdnost ravno ni. Ne. Lahko, da bo plavala, lahko, da bo vozila, plula, je pa odvisno tudi veliko od tega, kdaj bo tisti klikar potegnil Janši, da je treba iti v ideološke boje, oziroma kdaj bojo njega potegnili v ideološke boje, kar je še bolj, bom rekel, verjetno. Ne. Tako da ni, mislim, da bi lahko zdaj govorili o neki stabilnosti, mislim, zdaj lahko je to 50 glasov, lahko jih je pa čez noč ugotoviš, da jih imaš zgolj 43, pa še tam le pri demokratih nisi prav pripričan. Preden sam nadaljuješ, Peter, mi sam dovolita en medklic, ne, iz mojih izkušenj. A veš, ti lahko vse miren razglasiš za ideološki boj. Ne? Jaz sem bil državni sekretar na ministrstvu vladi, ki je predlagala zakon o visokem šolstvu, ki je ukinjal šolnine. Ne? Veš, kaj je bila kampanja proti zakonu, ne? Ki ni pelala desna opozicija, ne? Ampak leva, ne? Opozicija, ki je bila na isti strani, da uvajamo šolnine. Se pravi, ti lahko iz vsakega ukrepa, tudi, ne vem, znižanje položnice za odvoz smeti lahko razglasiš za ideološki boj. Izvoli, Peter. Lej, trdnost neke večine, ki se oblikuje, lahko ocenjuješ na dva načina. Ne? Ja. Eno je gledaš glasovanja in tukaj ni dvoma, ampak obstaja en spregledan indikator, ki je bistveno močnejši. Okay. In ta indikator je, koliko informacij pride v javnost z namenom rušenja neke odločitve. Ne? Skratka, recimo, a veš, ko se sestavlja vlada, veliko ministrov pride ven zato, ker nekomu ne paše, da je minister on, ne pa jaz. Ne? In ta vlada se sestavlja v absolutni tišini. To je prvi indikator, da je ta koalicija trdnejša od vseh tistih, celo od Golobove, ki je imela bistveno več glasov. Ne? Ker na koncu seveda štejejo glasovi, koliko jih imaš ti v skupni malhi, ampak naslednje vprašanje je, ne, kakšno je tvoje orodje ali kako zmoreš te glasove konsolidirati. Golob je seveda imel na začetku 41 lastnih glasov, ne? Ampak kot so pravili poznavalci, vse je presenetilo, da jih je uspel na koncu tudi konsolidirati vse čas, da mu niso uspeli od znotraj razgraditi te skupine, ker nič ti ne koristi, ali imaš 46 ali pa 60 glasov prvi dan, ko se stavi vlada in so vsi opiti od zmage. Ne? Vprašanje je, kaj se zgodi potem tisti povladni naslednji dan. Ne? To je prva zadeva. Ne? Druga zadeva, vleče se usporednica za Šarčevo vlado. Usporednica je zgolj taka, da je vlado sestavlja tisti, ki je bil drugi na volitvah. Nobene druge usporednice tukaj ne vidim. Ne? Prvič, govorimo o politiku, ki je v politiki od malih nog. Bolj sem mislil, da je levica pa resnico. Ne, tudi do tega bom prišel. Niti te usporednice ne vidim. Ne? Prvič je ta zadeva, tam smo imeli komedijanta, ki se s politiko poznal toliko, kolikor se je učil imitirati Janeza Drnovška. To je bila njegova sposobnost. Tle se je najbolj približil. In jaz mislim, da s to sposobnostjo pač ti vlade voditi ne moreš na nikakršen način, niti nikogar obdržati. Ne. Druga stvar, ne, to, kar si že ti omenil, on je imel 13 poslancev, Janez Janša jih ima 28. In to poslancev, on je imel 13 poslancev, ki jih je verjetno spoznal na volilni večer. Janez Janša ima 28 poslancev, ki jih je izgradil sam. Pazi, veliko teh poslancev je šlo čez njegovo mladinsko sekcijo, v njem vidijo absolutni lik, skratka, to je čisto nepremljivo po številu in po odnosu. In tretja stvar, ki si omenil, levico tudi tukaj ne drži. Ne? Se pravi, Zoran Stevanović ni v vlogi levice leta 2018. Ne? Levica leta 2018 ni imela nikakršne funkcije. Oni so na polovici med levico 2018 in 2022. Namreč, Zoran Stevanović, čeprav ne bo del vlade, je predsednik državnega zbora. Predsednik državnega zbora po vseh načelih pripada koaliciji. Torej, on lahko 100-krat za svoje volivce reče, da ni del koalicije. On s tem, ko je pristal na kandidaturo, da ga neka večina izvoli in če bo ta večina oblikovala koalicijo, je pristal na funkcijo, ki po vseh normalnih zadevah pripada koaliciji. Zgodilo se samo enkrat, da to ni bilo odkrat, ker je bil Zorčič in imel Janez Janša manjšinsko vlado in ga niso zmogli odstaviti, pa še takrat so ga poskušali odstaviti. Ne? Ampak je Zorčič rekel,
je rekel, o meni je glasoval državni zbor in glasoval tudi o tem, a me bo razrešil in smo se potem z nekem ožjem krogu hecali, kako je to zdaj čaka, a bo šel domov s svojim avtom ali ga bo odpeljal šofer, ne? In na koncu ga odpeljal šofer. Ampak to je bila izjemna situacija. Skratka, resnica ni v vlogi, to trdim, niti te usporednice ne bi jaz potegnil, ni v vlogi levice. Levica ni imela nikakršne funkcije. Ko imaš ti funkcijo, ti pritiče osebje, ti pritiče avto in čez to funkcijo te lahko nekdo tudi pač drži. Ne? Nazadnje ti reče, mi smo te izvolili, ne? Zdaj pa ti stvari speli. In Zoran Stevanović pelje stvari, ko gledam, točno vidi se, jaz mislim, da celo vem osebo, ki ga brifira, ne? Ker poznam neko metodologijo. Ne? In tudi bi rekel tisto, ne? In tudi zelo dobro igrajo to zgodbo. Jaz sem sigurno, da tisto za Jelko Godec je bilo dogovorjeno. Ne? Da Jelka Godec spraša, zakaj ne zdaj, potem so mediji rekli, glej, so že spori. Ne? Skratka, ta zadeva je uigrana trenutno. Bomo videli, kaj bo čez eno leto. Ampak kot sem rekel, največji indikator je, ali ven curljajo imena, ali ima kdo potem intimno željo, ko ga novinarji vrtajo, recimo, ne, da vseeno kaj pove, pa se to se vidi, da malce pikro, ne, vse je hermetično zaprto, Cigler Kralj, ki ga veliko vabijo v medije, odlično odpelje, vedno odigrajo tako, da reče, mi smo dali mandat Vrtovcu, skratka, te zadeve funkcionirajo tudi v javnih nastopih, ne, in to je meni glavni indikator, da ta zadeva je absolutno trdna. A je Stevanović celo boljši predsednik državnega zbora, Miran, kot bi bil nekdo iz SDS-a, ne? Ker kot ti praviš, Peter, ne, figurira kot nek pač neutralen akter, ne, ampak oddela, ne, če greš pogledati tisto, kar je treba oddelati, ne, tudi ti kolegi, se mi zdi, so bili zanimivi, kar se ti že prej tudi omenil, ne, pa te odločitve, ne. Še recimo Luko Mesca, ki ni komedijant tipa Šarc, da bi zdaj prišel v politiko, vendar le nekaj časa že v politiki, pa je minister je bil pa koordinator stranke, ne? Ampak je potem, ko je bilo že izglasovano, se je prijavil k besedi, pa je jamral na tem, kaj je bilo izglasovano. Ne? Mislim, jaz se tle s Petrom strinjam, da ta trdnost in ta preračunljivost Janše, kako se stavlja to zgodbo, je absolutno blizu perfekcije, če ne perfekcija, ne? Tudi vis-a-vis, bom rekel, Stevanović. Jaz sem želel samo primerjati ti dve stranki kot antisistemske, kjer se boš spomnil, Peter, takrat pravzaprav ni bilo nekega vsebinskega razloga, da gre levica kontra Šarcu, ne, oziroma kontra finančnemu ministru, razen delček, kjer so oni ocenili, niti se ne spomnim več dobro, neka finančna zgodba je bila. Za dopolnilno zavarovanje. To je vsebinska zgodba, si lahko povem. Ja, ampak hočem ti reči, ni bilo, mislim, tudi s tistim bi levica verjetno preživela, ne, če bi bila recimo stranka, ki bi se počutila kot del levega političnega pola. Zdaj, gledam na celoto. Te antisistemske stranke, lahko jih umeščamo na pol, ampak vendarle imajo neki še v ozadju svojega, kjer potem lahko zamajajo kakšno zadevo. Ne? Takrat je imela levica to, pojutrišnjem lahko Stevanović odnose z Rusijo. O tem govorim. Seveda je varovalka to, da je predsednik državnega zbora, hkrati pa ni to varovalka, da ne bi ob morebitnem rušenju te vlade, ne, tako pobudo tudi podprl. Tle pravim je ta podobnost. Ne? No, ta zunanja politika je res vprašanje, ne? Sicer pa je Stevanović programsko povsem kompatibilen z SDS-om. Pri čemer levica takrat je bila levica tako nesistemska stranka, zdaj se je malo oddelala, da je bila nekompatibilna tudi z levimi strankami. Ne? In tam to je bilo ključno ideološko vprašanje. Ne? Se pravi, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, potem so mogli dobiti Roberta Goloba, so to spravili, ne? Ampak tle imaš ti tudi v zadju kapitalski interes, zavarovalnici in tako naprej in verjetno pač oni si tega niso mogli privoščiti in tam je ta vlada razpadla. Ne? Tlele pri Stevanoviću vsaj programsko ni, zunanje politično, tukaj se pa absolutno strinjam, ne? Pri čemer pa vseeno s to koalicijo, ne? Imajo pa nekaj skupnega, to je težnja k suverenizmu. Ne? Zdaj, odnos do Rusije, ne? Ampak vsaj delno pa so kompatibilni. Imajo tudi tu neke skupne točke. Tako, imajo tudi tukaj neke skupne točke, ki jih lahko se pravi v zadovoljstvo, ker to je vprašanje, ne? A lahko ti neko zgodbo zapreš v zadovoljstvo vseh. Ne? In na koncu smo videli, recimo, ko je bila del koalicije Levica, ne? So celo v zadovoljstvu vseh
zaprli vprašanje povečanja obrambnih izdatkov, kar je absolutno rdeča črta levice. Ne? Ampak takrat so to naredili tako, da bi šli na tisti referendum, jih je potem opozicija takratna spretno izkoristila in dejansko pomagala zglasovati referendum, jih poslala v neko čorbo, ampak tudi iz nje so se na koncu izvili. Skratka, v politiki je vedno vprašanje interesov in vprašanje je, ali znaš ti vse te interese slišati, in Janez Janša to veščino ima, to je že večkrat pokazal. Drugače ne bi uspel vladati v zelo težkih časih korone, tretja Janševa vlada imela, to bila pa res manjšinska vlada, to je bila vlada pod 40 poslancev, kjer se je mogel vedno za vsako glasovanje pogajati. Zdaj on v resnici, tudi če resnica sam glasovati ne sme, pa ima 43 proti 40, celo če manjšinca gresta na levo, pa manjšinca nikoli ne bosta šla, je še vedno en glas. Skratka, tukaj jaz ne vidim nikakršne težave. Kar si sem povedal zdaj, če bi bila levica današnjih časov v tistih 18, bi verjetno zdržala, ker zdaj so šli čez črto, moramo priznati, recimo to, kar so si prvoščali pri obrambi, to pravzaprav si leta 2018 verjetno še ne bi dovolili. Ampak zakaj ne? A veš, koliko kavčev lahko kupi minister? Ja, a veš, takrat niso mogli, takrat verjetno še niso vedeli, da so imeli neke državne sekretarje, ne v taki meri, to se strinjam, ampak so imeli neke zametke. Pa niso prišli na okus. Zametke so imeli neke funkcionarje. Pa ne sem kavči, tukaj se je pozabilo, neverjetne cifre so za reprezentanco. Veš, minister ima naročilencev za gostilno. In to lahko počneš. In skratka, zato je zdaj verjetno levica pristala na BDP. Pri obeh so koordinatorjih, da uživata v tem. Mogoče samo ta stavek. Mogoče samo ta stavek, da ne bomo samo v teh zadevah, mogoče pa tudi razmišljajo, bom rekel, malo dlje razmišljajo, ne vem, Janša, Vrtovec, verjetno tudi Logar. Jaz sem predvčerajšnjem to povedal, mogoče pa ta ekipa zdaj razmišlja, slišali smo Janšo, da on še vedno, na Planetu smo ga slišali, da še vedno nekako dopušča možnost čez nekaj časa prideti z določenimi novimi poslanci do ustavne večine. Kar bo sicer težko, ampak vendarle treba je računati, da bo tudi na tem levem polu ta prstan, ta obroč, ki zateguje te stranke skupaj, začel počasi popuščati. Kučan ima 85 plus let, Čeferin, če dobi še en mandat tamle na UEFA, bo verjetno precej bolj zadovoljen s tistim, kot pa, da bi se vmešaval v to politiko. Janković ima sam sabo toliko problemov, da vprašanje, kaj mu kratkoročna prihodnost nosi. Tako da mogoče pa tudi na to računajo te sestavljalci nove vlade, da bi se odprla pot, mogoče predvsem do SD-ja v nekem momentu. No, z ustavno večino, jaz mislim, da največ interes, ampak tle so prekratki, bi bila španovija Gibanje Svoboda in Janše za spremembo volilnega sistema. Ker to, se pravi, sprememba volilnega sistema ne ustreza malim strankam in tukaj dvomim, da bi dobil podporo SD-ja, tudi Nove Slovenije, dvomim, da bi podporo Demokratov, absolutno ne. Razen mogoče, ker je zdaj spadal z parlamenta, pa če bi obljubili nek preferenčni glas. Skratka, ampak tukaj imata skupaj 3 glasove premalo. Se pravi, imata 57. Skratka, za ene take stvari se absolutno strinjam, saj jaz mislim, da vseeno, da pač naš volilni sistem bi bilo treba nekoliko spremeniti. Prvič je protiustaven, tudi če bi popravljen, še vedno je razmerje 1:3, in drugič odločilnega glasu volivcev ni. Skratka, ti kot volivc lahko zbiraš kjero stranko, ne moreš pa zbirati, a boš ti nekoga poslanca kaznoval ali ne, ker lahko glasuješ samo za tistega, ki ti ga je stranka dala v tvoj kraj. Tu sem hotel še vprašati, a ste videli presenečena nad to, bi rekel, kar neke vrste preobrazbo Zorana Stevanovića, ker on vendarle vstopil je z imidžom nekega uličarja, v skladu s tem bi bilo za pričakovati, kot si ti tudi rekel, antisistemska stranka, to bo sam rušil vse. Obnaša se zdaj čisto drugače, tudi izjave njegove, ko so ga soočili s tisto, kaj, pri notarju overjeno izjavo, da z Janšo ne gre v koalicijo pred leti, je rekel, takrat nismo bili parlamentarna stranka, zdaj pa smo. Mi nismo navajeni, da bi lideri strank zdaj posebej poudarjali to, da se moraš drugače obnašati, ko si v parlamentu, ko prej, ko nisi. Ne, jaz nisem presenečen, on je že ves čas tako deloval. Gre za človeka, ki zelo začuti, kaj njegovi volivci hočejo in temu se zna prilagoditi, potvoriti tudi kakšno svojo izjavo na izjemno spreten način, jaz sem ves čas govoril. In on je pač prej moral iti na antisistemskost, ker je bila njegova baza antisistemska. Zdaj je pa on v vlogi predsednika državnega zbora in se je te vlogi prilagodil. Skratka, predvsem pa vidi se, da nima nekih
osebnih, ne, ko rekel, psihičnih težav, kot jih je mogoče imel kakšen njegov predhodnik, ne, da more pokazati, skratka, zna se imeti nekako pod kontrolo in tudi zato trdim, to je še drugi razlog, zakaj bo ta koalicija funkcionirala. Ne. Okay. Ja, meni je pa presenetil, moram priznati. Jaz sem res pričakoval nekega udarnika tam z nekega kota parlamenta, tako da jaz sem pri njemu v oceni Stevanoviča popolnoma zgrešil. Ne. Meni so pred kratkim, zdaj par dni nazaj, ljudje, ki ga bolje poznajo, povedali, da smo ga pravzaprav vsi podcenjevali. Ne. Mislim, vsi. Taki ljudje, ki so razmišljali, kot sem sam razmišljal, ne, da bomo imeli tam nekega gromovnika, ki bo na ta način poskušal spet spraviti mase na cesto. Tako da jaz moram priznati, da jaz sem v oceni Stevanoviča v tem političnem delu popolnoma zgrešil. Upam pa tudi, da sem zgrešil, kar se tiče njegovih zunanje političnih, vsaj kar se tiče regije, ne, se pravi Balkana. Tle pa tudi srčno upam, da sem zgrešil v ocenah. Ja, jaz bi tudi rekel, da me je na nek način presenetilo, no jaz sem pričakoval, da bo nekako zapolnil prostor, če hočete, ki ga je prej Zmago Jelinčič Plemeniti toliko časa zapolnjeval, ampak že pri tem začetku se mi zdi, da je Stevanovič na neki ravni, ki Jelinčič nikoli ni bil. Jelinčič nikoli ni bil recimo blizu temu, da postane predsednik državnega zbora. Ne. Eno vprašanje imam še za vaju. Zdaj, Zoran Janković je nedolgo nazaj izjavil, da na naslednjih volitvah niti demokratov, niti resnice ne bo več v državnem zboru. Pa me zanima vajeno mnenje, koliko je ta njegova izjava točna ali ni točna. Jaz sem to izjavil že pred Zoranom Jankovićem. Okay. Zato pač mislim, da to dejansko gre v tej smeri. Za resnico bomo videli, ker so vseeno posebna stranka, so antisistemska stranka in zdaj videli, kako si bo Zoran Stevanović spretno vzel nagovoriti svoje volilno telo. Recimo, mislim, da bo šel k Putinu, ne bo s tem razložil Janše in bo znal to unovčati. Ne? Pa tukaj je tudi zelo spreten, on je takoj prvi dan, ne, če smo gledali, tako je bila, se pravi, temperatura najvišja, ker je bil izvoljen za predsednika državnega zbora s podporo desnice in je del volilnega telesa njegovega skočil v zrak. Ne. Je on prišel pred kamere, rekel, jaz grem v Rusijo, ne, s tem nagovoril svoje volilno telo in potem je to izjavo umaknil. Skratka, to je lahko tudi, bomo videli, kam bo to šlo. Jaz tle se strinjam z Miranom, jaz tudi ne znam oceniti, a bo on to. Zdaj, tukaj je tudi vprašanje, kdo je njegov financer. Ne? Ali je ta financer z nekih drugih držav, ali je to tukaj noter, to bomo videli. Ne? Drugo vprašanje je pa demokratov. Ne? Njihov razlog, njihovega obstoja je prenehal. Ne? Skratka, cela njihova filozofija in podstat je bila v tem, da bodo nekako tretja politična veja, ne? Ki bodo poskrbeli, da se bo v tej državi zmenila oba pola in s tem zagotovili to dolgoročno stabilnost preko enega mandata. Ne? In zdaj pač nekdo odide z ene stranke in se vrne v njo, jaz mislim, da na koncu lahko naredijo samo še združitveni kongres. To je pač moje mnenje, lahko se motim, ampak v tej oceni zaenkrat vidim to tako. Ne? Se pravi, skratka, ne razumem, ne rabe še tretje stranke, ne? Ker tisti, ki so razmišljujoči desno in ne prenašajo Janeza Janše, imajo že Novo Slovenijo, to je stranka z dolgim track recordom, ki načeloma od nje točno veš, kaj pričakuje. In tudi tej volilni kampanji je točno povedala, kam se postavlja, ko so zamenjali predsednika. Ne? In oni so v bistvu edina stranka te koalicije, ki niso prelomili nobene obljube. Ne? Logarjev namen je pa pač, ne vem, kakšen je potem še namen njihova obstoja. Pa še eno stvar bi rekel, je pa Janša tukaj izpeljal genialno potezo, ne? Ker je ubil dve muhi na en mah. Ne? Prva muha je ta, da je s tem dejansko uspel pripeljati nekaj levih volivcev. Jaz sem šel gledati po volilnih okrajih, oni so sicer v povprečju malce zamaknjeni desno, ampak imeli so precej tudi iz levih volilnih okrajev rezultata, ne? Je bil prenešen in s tem lažje sestavil vlado. Ne? Druga stvar je pa ta, ne. Janez Janša ima težavo, ker je že v letih in on je tudi po mojem mnenju en boljši člankov 20. aprila je napisal Peter Merše iz konkurenčnega medija Zanima me. Ne. Takrat je spisal res izjemen članek, tudi informacije sem imel, so se tam poklopile in tam tudi napisal Janez Janša rabi vlado. Ne. So da pokaže, da je on še vedno fit, da vlada. Formi, ne. In zdaj jaz sem siguran, da bo isto hotel pokazati tudi leta 2030. Ne. In veliko lažje je to, če nimaš ti nekega resnega pretendenta znotraj stranke, da te nekdo začne spraševati, kaj pa, če bi te on zamenjal. Ne? Anže Logar ne more več zamenjati Janeza Janše. Ne? On je odpadnik, ki je prišel nazaj, skratka, njega se je v stranki kot nekega konkurenta rešil, če je mogel, ker se je bal, da bo on kandidiral zdaj v zadnjih volitvah, ko je bil Janša 10. izvoljen, spremeniti volilni sistem tako, da se volilo
po posameznih volilnih okrajih, zato da pač to lahko nadzoruje samo centrala, ne, ker ti nimaš toliko tistih, mu zdaj tudi tega več ne bo treba storiti. Ja, Miran. Ne delim čist tega mnenja. No. Jaz mislim, pa sem bil zelo kritičen do Anžeta Logarja zadnje čase. Zame je on resnica pokazal, se strinjaš, bo še resnica pa ja. Potem zdaj, kar vidimo, mislim, da je Peter zelo lepo opisal to zgodbo, res neka kardinalna napaka se bi mogla zgoditi, ali pa da mu najdejo res neke balkanske kartelske povezave ali pa kaj takega. Kar pa tudi ne izključujem. Ne. Kar se tiče pa demokratov, je pa tako. Jaz mislim, da je Anže Logar naredil samo eno napako in s tem je zaklenil samega sebe. Ne. Jaz mislim, da je imel on v glavi, ko je govoril o povezovanju, predvsem Prebiliča. Ne. Jaz ne verjamem, da je tako naiven, da je razmišljal, da bi lahko Svoboda, SD, torej ta trojček iz 22, če bi se sestavljala desna vlada katerega koli od teh potegnil, mogoče je pa računal na Prebiliča, ki dolgo ni dobil, ampak sploh ni dobil te licence, da bi lahko v skupnem nekem nastopu, seveda z močnejšimi kartami, ne, določala, bom rekel, premijeja ali pa celo, ne vem, Anže Logar, jaz sem celo 2 meseca nazaj imel še špekulacijo, da bi znal on sestavljati vlado. Jaz mislim, da to je bila njegova osnovna napaka, da je s temi besedami šel ven, ker je računal na mogoče prihod Prebiliča tudi v parlament in ne verjamem, da je pa toliko naiven, da je podcenjeval, da bi kdo od tega trojčka, tako kot sem povedal. Seveda, če bi se pa drugače stvari obrnile, ne, bi pa verjeten, ne vem, še glas več za Goloba ali pa vstop Prebiliča, bi pa verjetno demokrati potegnili pa na drugo stran, ne, in bi imeli danes Golobovo vlado, kar je pa sploh katastrofa. Ne. Vsaj po moji oceni je to večja katastrofa za Logarja, kot pa to, da bi zdaj šel v to vlado, kjer seveda bo mogel pa uveljavljati nek svoj predvolilni program in najbolj znan je bil po tej borbi proti korupciji. Tako da jaz ga ne izključujem, da je mrtev, ne, politično čez toliko in toliko let. Te pozivi, recimo, ne, tudi ti si med njimi, da bi pa mogel zdaj v opozicijo jeti, ne, pomeni pa, da ne bi glasoval, ne, za nobenega od kandidatov. Ne. In smo na tistem, kar sem povedal, ne, in smo na 40-37 v korist Goloba, ne, ker tle imamo tega trojčka, ne, na drugi strani imamo pa SDS pa Novo Slovenijo in v tretjem krogu bi dobili Golobovo vlado. Golobova vlada je pa torej je pa Jankovićeva vlada, to upam, da se strinjamo. Strinjali smo se do zdaj, ne? In tega smo se mi mogli znebiti. Ne? Tako da jaz mu bi dal še prostor, da bi znal on v tej vladi najdeti svoj prostor pod soncem in tudi uspešno mogoče brzdati tiste trde SDS-ove ideje, ki bi jih eventualno lahko imeli in takrat mu pa lahko ta cena raste, ne pozabimo pa spet, da spet nova garnitura, če bo to zdržal 4 leta, spet prihaja nova garnitura mladih volilcev, katerim je pa lahko Logar simpatičen, zakaj pa ne? Če smem samo jaz kot komentator nikogar ne pozivam, niti nikogar ne podpiram, jaz politiko izključno komentiram. In jaz sem samo povedal, kako je bilo razumeti njegovo sporočilo in kaj bi sam videl, da je skladno z njegovim sporočilom. Niti pač, zdaj to je njegova politična, jaz kot komentator sem do politike indiferenten, ne navijam za nikogar, ne podpiram nikogar in probam biti, kolikor vedno bolj se trudim biti do vseh enak. Ne. To je to. Mogoče sem bil daj preveč prodesni in se mi zdaj očita, da sem šel na levi ne, ampak ne, samo sprašujem se. Vse enkrat Bojano rekel, enkrat se prebral njegovo misel, to je super. Novinari, komentatorji moramo na politiki gledati zviška. In to je vse. In zato sam to, ki bi te korigiral, jaz nič nisem pozival Logarja, ko sem bil vprašan, sem povedal, njegova sporočila so bila jasna. Dal je 2 sporočili. Prvič je rekel, ne bomo glasovali ne za Janeza Janšo, ne za Roberta Goloba kot mandatarja. To je pač javno rekel. Zdaj, če je on računal, da bo s tem imel nek politični dobiček, je pač s tem nategoval ljudi. Ne? Pač računal je. Lahko tudi tega ne bi rekel. Ne? Očitno je imel tukaj neko idejo, to je on prodal in ta obljuba je vredna nič. In druga stvar je rekel, da on ne bo šel v vlado, ne? Kjer ne bo stranke z drugega pola. Zdaj, a to dobro ali slabo, ne vem, ampak on je to rekel. In je celo pojasnil, zakaj. Rekel je zato, ker Slovenija rabi, in s tem se pa strinjam, ampak se samo strinjam, ne podpiram, niti ne rušam. Ne? Zato, ker rabi neko, se pravi, dolgoročno stabilnost in rabimo še eno stranko z drugega pola, ne? Ki bo podprla spremembe, da ne bodo šle. Ne? In ko so ga novinarji vprašali,
kaj pa, če ne boste v tej poziciji? Rekel, potem bomo poskrbeli, da boste največja dva zmenila, to pomeni, po mojem razumevanju, lahko je pa napačno, pol naj to pojasni, da je napačno, da greš v opozicijo. To je vse. Jaz samo komentiram, kaj je kdo rekel in kaj je zdaj naredil, gledalci se pa odločili, ali mi je to bliže, ni bliže, to ni moja stvar. Pa sem jaz narobe zanj vzel, ker si rekel, da bi mogel v opozicijo v oddaji. Ne, da je bilo to skladno s tem, kar je obljubilo. Skratka, da nima neizhodnega položaja. Ampak Peter, to je čisto legitimno, ampak kaj bi to prineslo? Ne, mislim, dej izključi neke osebne preference. Nima osebnih preferenc. Osebna preferenca imamo. Jaz imam samo eno, da kar rečeš, držiš besedo in ti potem lahko verjamem, se pač ne morem. To je edina preferenca. Ne, se je prej povedal, on pač komentira, ni se spraševal, kaj bi to prineslo za koga. Jaz sem dosti podobno razmišljal, kot Peter, ampak dajmo korak naprej narediti. Ostane ti resnica in demokrati v tej konstelaciji, kot je. Mislim, jaz prvič ne bi dajal takih izjav, kot jih je Logar dal. Povedal sem, zakaj. Ampak verjetno ga je potegnilo to, da bi lahko s Prebiličem. Jaz sem imel stike pred volitvami, bom rekel, z različnimi strankami in so tudi, bom rekel, iz preroda niso izključevali, bom rekel, čeprav je tako zgledali v javnosti, niso Anžeta Logarja izključevali. Ampak na situacijo, ki jo imamo ta moment, se v indiferenco umakneta in resnica ali pa v pasivo umakneta in resnica in demokrati. Kaj imamo? Imamo tretji krog nečesa, česar smo se želeli znebiti. Torej dobijo tisti, katerih smo se želeli znebiti. Jaz upam, da se vsi strinjamo, mogoče je Golobova napaka. Ne rabimo se strinjati v tem. Mogoče je Golobova napaka, da je dovolil si, da si je dovolil tak vpliv Zorana Jankovića v slovensko politiko. Ne zaradi Goloba, zaradi države same. Stop kapitala neznanega izvora. Neki napol kriminalci kupujejo zemljišča od mestne občine Ljubljana. Močen vpliv na ministrstva in podobno. Jaz mislim, da smo se predvidevam, saj jaz sem imel to idejo ali pa željo in tudi tle, kar smo sedeli v tem omizjem, ni bilo nikogar, ki si ne bi tega nekako Ti si rekel, da ti si želiš, da Golob ne bi več vladal. In to je čist legitimno, je v redu. Ampak Peter je pa rekel, da on se o tem še ni sploh pogovarjal. On je sam govoril o tem, pač, kaj je Logar govoril in kaj misli, da bojo posledice, ker je zdaj pač se drugače obnašal, kot je prej napovedal, da se bo obnašal. Jaz to tako razumem. Hočem samo to reči, da te pozivi, ki so, pa mogoče, Peter ne poziva, ampak poziva Reporter Steinbuch, pozivu je Zoran Janković, je dajal take izjave, da bo propadel interes, in podobno. Tle sta si z Zoranom Jankovićem zelo podobna, da bo propadel v naslednjih volitvah, to sem mislil kot poziv. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da lahko preživi tudi vstop v Janševo vlado. Nič narobe. Evo, moramo žal končati, da ne bomo predolgi, bo še priložnost. Super, sem vam hvaležen za vsa vajina pojasnila in tudi razmišljanja. Jaz mislim, da smo dali veliko kosti zaglodati tudi gledalkam in gledalcem. Vam seveda hvala za pozornost, prijetne praznike, se vidimo ponovno po praznikih, do takrat pa kot zmeraj lahko noč in srečno.